Lepo pozdravljeni. Danes je z mano ena čudovita dušica, z imenom Leticia Fortin in skupaj bomo malo poklepetali, predstavili njeno delo, s čim se ukvarja in verjamem, da vam bo vsem zelo zanimivo, kar ona zna in kar je prinesla v Slovenijo. Dobrodošla in bi te kar vprašala, Leticia, ti delaš po Carlosu Castanedi in rekapitulacijo, danes bova še nekaj novega predstavili, a ne? Ampak preden greva naprej, bi te samo vprašala, kdo je ta Carlos Castaneda? Ja, dobro vprašanje. Carlos Castaneda je v bistvu antropolog, ki je živel v prejšnjem stoletju, zdaj že lahko rečemo prejšnje stoletje, in je se učil pri šamanih oziroma pri enem posebnem šamanu, ki ga je našel v Mehiki, teh šamanskih znanj. On je bil, dejansko je iskal čisto neke druge informacije, ampak ta šaman, Don Juan, ga je energijsko zaznal oziroma videl in je ugotovil, da ima dovolj energije, da bi lahko postal nagual oziroma kot nek voditelj neke skupine. Šamani so imeli v bistvu te skupine in so predajali znanje iz roda v rod, zato ker mogoče takrat ljudje še niso bili pripravljeni na kakšne take spremembe oziroma na delo na sebi, ne, če lahko danes tako rečemo, na tak način. Namreč ta iz starodavne Mehike, torej te Tolteki iz starodavne Mehike, šamani so nekako ugotovili, da smo ljudje energijska bitja, ne samo ugotovili, ampak tudi videli so nas, kako v bistvu smo v tem svojem svetlobnem mehurčku. In so na podlagi tega potem in več tisočletnih raziskovanj prinesli v svet, bomo rekli, tudi magične kretnje, rekapitulacijo in ostala orodja, ki dejansko človeku pomagajo, da lahko vidi malce širše. Carlos Castaneda je bil v bistvu zadnji v tej veji, torej ta veja se je z njim končala, niso nadaljevali uka, da so predali znanje potem naprej in organizirali manjše skupine, ker to so bile skupine do 16 ljudi samo, ampak so nekako dobili sporočilo duha, da se to veja z njim zaključuje in da je Carlos tisti, ki naj se odloči, ali bo to znanje dal naprej, ali pa ne. Torej, bilo je vse na njemu. Nekako je on začutil, da ja, da bi rad to znanje predal naprej, ker se mu je zdelo neverjetno in je tudi na sebi videl takšne močne efekte. In je potem začel pisati knjige, mislim, da je okoli 12-13 knjig napisal. Ljudje so takrat zelo, bom rekla, bili navdušeni nad njegovimi knjigami in je bil, bom rekla, prej veliko bolj popularen kot danes. Ampak ne gre se toliko za to popularnost, ne, ampak bi jaz bolj rekla za način življenja, ki ga pridobiš s tem, ko živiš na tak način oziroma ko živiš z več energije, ko živiš s tem širšim pogledom nase in na druge, ne. In to je on v bistvu naredil in prinesel to šamansko znanje in jaz sem neskončno hvaležna, da ga imamo. In jaz sem se dejansko v tem takoj našla. In ti si se učila, kje vse in koliko časa že delaš v bistvu po njegovih tehnikah, da tako rečem? Ja, jaz to sem prišla prvič v stik s tem leta 2001 in moram reči, da ko sem probala magične kretnje, ko sem videla, kaj delajo, jaz sem bila, bi se rekla, ujeta v to počutje, ne, ker to je res nekaj posebnega. Spoznala sem učitelja Bona Barška, bili smo v društvu Magično zgibanje in sem tja hodila kar 17 let, vsako nedeljo pridem na delavnice in se učila in izpopolnjevala, tako da večino znanja sem pridobila tam. No, na kar sem se pa odločila, da bi šla po to znanje k izvoru. Carlos Castaneda je namreč potem, ko je on šel, torej 98, od leta 98 ga ni več, je torej je ustanovil organizacijo Clear Green in za svojimi sodelavci, Taisho Abelar, Florindo Donor Grau in Carol Tix, nekako so, ne vem,
naredili te posebne načine oziroma delavnice, ki so jih potem se odločili, da jih bojo predajali naprej, in danes je to zunaj v svetu pod imenom Tensegrity. Aha, ja, v bistvu pa, kaj sem hotela še povedati, da sem šla po izvor, torej po izvorno znanje v Ameriko, oziroma sem zdaj končala ravno level 2 practitioner Tensegrityja in nadaljujem še naprej, ker je kar 6 letnikov in se mi zdi, da je ta zdaj način, torej, ko sem šla k izvoru poznanje, ne, je čist nekaj drugega, kot kar je bilo prej, ampak vem pa tudi, da sem rabila vsa ta leta predpriprave že pred tem, ne, kar mi je pomagalo zdaj videti še to v še neki čist drugi luči in se še bolj osvoboditi. No, in ti izvajaš te magične kretnje, v bistvu gibe po Sloveniji, ne? Se pravi za različna področja življenja, ne, kakor razumem. Ja, magične kretnje so v bistvu gibalno-dihalne tehnike, mogoče podobne malo kung fuju ali pa tai čiju, ki v bistvu pripeljejo tvojo razpršeno energijo nazaj, a ne. Ljudje smo energijska bitja in našo energijo razpršujemo zaradi naših vsakodnevnih navad, stresa, skrbi, strahov, jo odrivamo iz naših življenjskih centrov, ki so v solarnem pleksusu, ali pa bomo rekli, mogoče, če je lažje, čakre razumeti, a ne, iz naših čaker, odrivamo to energijo na obod naše avre. Magične kretnje imajo že v sebi informacijo, kaj narediti s to energijo, in potem, ko ti izvedeš neki niz magičnih kretenj, recimo to jih je cirka 12 do 15 različnih gibov, pridobiš to energijo svojo nazaj. In je to res eno tako posebno počutje, a ne, ko si kar tako notranje radosten, zadovoljen, vesel, ne, in tvoje fizično telo tudi prejme to energijo in zato se potem precej bolje počutiš. In če bi koga zanimalo, ne, kako to izgleda, da si že prej lahko gleda, verjetno lahko to vidi na YouTubu, ali kje imaš? Tudi, ja, tudi sem na YouTubu, na Facebooku, na YouTubu je nekaj teh videov, s katerimi lahko si tudi že pač poskusiš kretnje in vidiš dejansko razliko, ko se ti dvigne energija. Je pa res, no, da je, ne gre samo za to, da ti delaš kretnje, ne. Bistvo je, da ti spremeniš sebe oziroma spremeniš svoje vzorce in navade. In tukaj potem pride zraven še rekapitulacija, ker če ti samo delaš kretnje in ti vsakodnevno dviguješ energijo, jih zaradi navade in vzorcev to energijo tudi izgubljaš. Bistvo vsega pa je, da dejansko ti nehaš izgubljati to energijo in da ti ohranjaš ta nivo in ga v bistvu dviguješ, a ne, ker konec koncev energijo je dosti hitro lahko dobiti nazaj, bolj je pa problem, ko ti odteka zaradi tvojih privzgojenih načinov delovanja, zaradi tega, ker nekako niti mogoče nimaš občutka, da je možno kaj drugače narediti ali pa da je možno drugače živeti, a ne. In rekapitulacija ti pa pomaga ozavestiti ta tvoja dejanja, a ne, se pravi, da ti, ne vem, recimo, da imaš potrebo da veliko govoriš, a ne, in zdaj ti ozavestiš to, jaz pa preveč govorim, in potem poskušaš to tudi spremeniti v vsakodnevnem življenju, a ne. Zdaj pa, saj vemo, spremembe so težke, a ne, prvi teden januarja oziroma prvi mesec ponavadi še nekako držimo se in rečemo, ja, bomo se spremenili, potem pa že zapademo dol, a ne. To je zato, ker v bistvu imamo premalo energije. Mi na dnevni ravni že porabljamo zelo veliko energije, zdaj pa za to neko spremembo, neki dodatek pa rabimo malo več te podpore, a ne. Se pravi, na eni strani so magične kretnje za to podporo energijsko, da ti imaš energijo, na drugi strani je potem rekapitulacija, to je pa sedeča tehnika, kontemplativna tehnika, preko katere dobivaš uvide v svoje delovanje, ki ga potem vidiš, preveč govorim, ja, bo treba zmanjšati, a ne, in ga spremeniš, in ko ti spremeniš eno navado, pridobiš svojo energijo nazaj oziroma ne izgubljaš več toliko energije, a ne, ti jo ostane in ti lahko s to energijo potem delaš marsikaj. Nekateri bi radi, ne vem, spremenili veliko stvari v življenju, nekateri bi radi, dobili partnerja, zamenjali službo, ne, in za take velike spremembe rabiš energijo in zato sploh oni poudarjajo, ne, torej v Tensegrityju, da je to potrebno delati skupaj. Zelo zanimivo in verjamem, da bo to zanimivo tudi vsem gledalcem in gledalkam, tako da, če greva naprej, v bistvu, zdaj pa začenjaš marca in aprila z novimi delavnicami, ne, Tensegrity se imenujejo. Pa nam lahko poveš,
malo več glede tega, kaj to je, kaj tam boste delali, za koga je. Ja, Tenzegrity oziroma delavnica Izboljšamo odnose. Sem začutila, da bi jo rada predala naprej. Zdaj smo ravno sem zaključila ta drugi letnik in nekako oni te ves čas spodbujajo k temu, da ti deliš to znanje naprej. Ne? Jaz nisem tukaj začetnica, ker delam to že 15 let, ampak vseeno na ta način pa nisem še delala. Izboljšamo odnose so v bistvu 3 sklopi delavnic. Prvi sklop je partnerski odnos, drugi sklop je odnos z mamo in tretji sklop je odnos z očetom. To je poseben način, kjer se uporablja tudi gledališče neskončnosti, kar pomeni, da se v njem igrajo tudi vloge. Torej, mi bomo na teh delavnicah se učili magičnih kretenj, zato da si bomo dvignili svojo energijo. Delali bomo rekapitulacijo, kar pomeni, da bomo ozaveščali in pobirali energijo nazaj iz svoje preteklosti, ker rekapitulacija je v bistvu tehnika, ki pobira tvojo energijo nazaj iz preteklosti, ti pokaže neke druge uvide na tvoj spomin, ki ga imaš od nekega dogodka, ne? Ker dostikrat smo ujeti v ta svoj dogodek in ga stalno in stalno si ponavljamo, ampak tukaj pa vidiš nek drug pogled in kar naenkrat vidiš, sem pa ni bilo čisto glih tako, a ne? Bilo pa vse malo drugače, tudi jaz sem mogoče nekaj narobe rekla, naredila, ali pa celo zaznala drugače. Ne, lahko sem zaznala, ne vem, mojo mamo, da me ne mara, ampak morda je bila pa v tistem trenutku ona v enem takem občutku, ki je mogla nekaj predelati, ki je mogla sprocesirati, ne? In sploh nisem bila jaz kriva za to, ne? Ampak jaz sem si naredila sliko, da me ne mara in potem celo življenje je v meni ta podoba, joj, mama me ne mara, zakaj me ne mara in tako, dejansko pa sploh ni res, ne? In želela bi, da ljudje pridejo do teh notranjih spoznanj, da si razširijo ta pogled na sebe, na neke pretekle situacije, ker je to zelo pomembno. Namreč mi te pretekle situacije, se pravi našo osebno zgodovino, skozi nosimo s sabo, ne? In če imamo konstantno en in isti pogled na to osebno zgodovino, potem se mi ne moremo spremeniti. Zato je nujno, da mi najprej spremenimo ta pogled nase, na svoje navade, na svoje partnerje, na svojo mamo, na svojega očeta, od kater pač, ker tam vse izvira, da lahko mi sebe osvobodimo in dejansko nekaj spremenimo in naredimo v tej smeri. Kdo pa lahko pride potem na te delavnice? Je kakšna omejitev? Omejitev dejansko ni, lahko pride vsakdo, lahko pride začetnik, lahko pride nekdo, ki že dolgo časa dela na sebi, to sploh ni pomembno, na kateri stopnji si, bom rekla, kar se tega tiče. Edino tisti, ki pa jejo antidepresive, ki so odvisni od alkohola in od drog, no takšni pa ne. Ja, to je fajn vedeti, ne? Ja. Da ni kakšnih zapletov potem, ne? Tako. Ker le delaš verjetno z energijo, ne, kot so rekli. Tako. Ja, in tukaj zadaj je odgovornost, ne, za vse. Ja, je moja odgovornost že in tudi odgovornost človeka, ki pride, ker vkolikor bi bil človek, ne vem, to, kar sem rekla, se pravi ali na antidepresivih, alkohol, droge, potem lahko pride do nasprotnega efekta, a ne, tega pa nočemo. In kdaj bojo potekale potem te delavnice? Ja, delavnice so v marcu in aprilu, se pravi 1. in 9. marca. To je Izboljšajmo partnerski odnos, začeli bomo s partnerji. Druga delavnica je potem 29. marca, takrat bomo delali na izboljšanem odnosu do mame, in pa potem 12. aprila, to bomo pa delali na odnosu z očetom. Zdaj, jaz sem se zaradi tega, ker malo ljudi pozna to, ampak saj to ni tako povezano s tem, če ti delaš že magične kretnje ali ne, oziroma jih poznaš ali ne. Tukaj ni nobene povezave, ampak vseeno sem hotela priti nasproti ljudem in sem v bistvu posnela video, 2-urni video, v katerem razložim, kaj so magične kretnje in jih tudi pokažem in jih delamo skupaj, kaj je rekapitulacija, povem način, kako se dela in jo tudi skupaj v tem videu delamo, tako da bo vsak, ki bo prijavljen na delavnico, prijel tudi ta video. In pa še še eno Zoom srečanje po zaključku, torej po 12.4. se dobimo 20.4., kjer bomo pa
šli skozi in bom odgovarjala tudi na vprašanja, naredili bomo skupinsko rekapitulacijo tudi takrat in tako malo vse tisto, ker dostikrat nam pridejo kakšna vprašanja, pol takšna majhna, pa ne vemo, kaj z njimi narediti, no, bom tudi naredila, bom rekla, še eno srečanje, tretje, da nekako, da se odgovori na vse tisto, kar mogoče nisem uspela prej povedati. Torej, Leticija, je to sklop srečanj, ker moraš biti na vseh ali lahko na posameznih se udeležiš? Lahko se udeležiš tudi posameznih, ampak priporočam, res toplo priporočam vsa 3 srečanja. Jaz osebno delam na sebi že 23 let praktično, naredila sem že na tisoče delavnic zase, govorim, sama sem šla na delavnice, odvodila tudi veliko delavnic, ampak toliko, kakor so mi pa ta srečanja dala, toliko enih notranjih premikov, zelo subtilnih, ampak zelo globokih, in ko sem to sama doživela na svoji koži in tudi eno delavnico sem že naredila individualno z eno žensko, ki je imela 30-letno vezo, je končala, in vem, da bi dlje časa rabila ona, da bi se opomogla, ne, ker to ni malo let, je tukaj zelo hitro prihajala do uvidov, do spoznanj in je zelo hitro tudi spuščala stvari, ne, in tudi jaz sama sem doživela res čist drug en odnos do bivšega partnerja, do sedanjega partnerja, do mame, do očeta, tako kot da se ti odpre en nov svet, no, tako res nisem pričakovala, da bo delovalo tako name. Tako da, ja, priporočam vse 3 naenkrat, ni pa nujno, lahko pa greste samo na eno. Jaz sem zelo vesela, da je nekaj takega v naši Sloveniji, da si lahko pomagamo in mislim, da baza in vedno smo z vsem v odnosih, a ne, v odnosu z nečim, s stolom, z ljudmi, z živalmi, s planetom in da je to tisto, na čemer moramo delati, a ne, zato da zvišamo vibracijo, in da se začnemo imeti radi, a ne, sami sebe in posledično tudi druge. In potem se začne spreminjati svet, planet in tako naprej, ne. Tako da, lepo vabljeni, še enkrat, ne, povabiva na koncu. Morda bi za zaključek imela še kakšno misel? Mogoče bi sam povedala tako, da na teh delavnicah se bomo povezovali z energijskim telesom. To je pa v bistvu kot neke vrste tudi intuicija, no, bomo rekli. Energijsko telo, ko se mi rodimo, a ne, smo povezani s tem energijskim telesom in tekom življenja zaradi vzgoje in, kot vemo, a ne, zaradi družbe, se to energijsko telo oddalji malce od nas, a ne, in to pomeni, da začnemo mi razmišljati in delamo večino stvari na podlagi nekega uma. Bazira pa samo na preteklih izkušnjah in na vse to, kar je že doživel, in seveda, ko mi iščemo neko rešitev, jo takoj najde, ampak je ta rešitev mogoče malo obremenjena z preteklimi izkušnjami, tudi slabimi, a ne, in potem ti da vedno eno in iste rešitve. S pomočjo energijskega telesa, ko ga pa mi povabimo nazaj, ko se povežemo z njim, dobimo pa to širino in to je tisto, kar ti v bistvu, kar bo dalo udeležencem nove povezave znotraj sebe in tudi ta razširjen pogled, tako kot sem rekla, da bodo nazaj prišli do sebe v prvi vrsti, da se bodo imeli radi, tako kot si rekla, ne, se pravi, vedno treba začeti pri sebi, in pa da bodo drugače pogledali na vse skupaj, na celotno situacijo, na svojo preteklost, na preteklost z vsemi temi odnosi, na katerih bomo delali. In to je pa tisto, kar te potem zares osvobaja, ne. Ko si prost vseh teh notranjih občutkov, zamer in vsega, ne, kažeš, aha, tako je to, okej, zdaj mi je jasno, ne, in s tem se imamo potem lahko še bolj radi mi sami sebe in pa seveda tudi vzpostavljamo veliko lepše odnose z drugimi, ker končno razumemo. Ja, ker končno razumemo, ne, tisti aha moment oziroma klik, ki pride, ko si ti res, kot si prej rekla, odpre čisto nov svet, ne. Tako da, ja, jaz predlagam, da povabimo še enkrat, ne, se pravi marec in april, 3 datumi so, lahko pridete na vsako posebej delavnico ali vse 3 skupaj, ne, cel sklop. Tako več o tem pa na leticiafortin.com, torej com, /aktualno,
Se pravi, na moji strani imam tudi pod zavikom aktualno že razpisane vse te delavnice, tako da si lahko tam več pogledate informacij ali pa mi pišete na info@zenergijozevin.si. Hvala, Leticija, da si bila moja gostja. Z velikim veseljem sem delila, oziroma ja, delila svoje trenutke zdaj, ne, čas s tabo, da lahko deliva skupaj v svet te nove informacije in lepe, lepe stvari. Hvala, hvala, da si bila tukaj in se veselim tvojih delavnic. Barbara, hvala tudi tebi, ki si me povabila, pa da smo lahko malo povedali, zakaj sploh gre tukaj vse. Tako da hvala in ostali vabljeni na delavnice. Vabljeni.